Ko je Janez Krstnik govoril o Jezusu, o Mesiji, ki prihaja, je govoril o njem z izbranimi in pa močnimi besedami, tako precej pompozno. Namreč Janeza so imeli ljudje zelo čislih kot učitelja, verskega učitelja, kot neke vrste preroka. Ampak Janez je govoril o Jezusu, za menoj pride tisti, ki je večji od mene. Jaz vas krščujem z vodo. Tisti, ki pride, vas bo krstil svetim duhom. Ta je tako velik in pomemben, da jaz nisem ureden, da bi mu odvezal sandale z nog. In v današnjem evangeliju ga predstavi kot jagnje Božje. Normalno je, da sta Janezova učenca šla za Jezusom, ker z bolj izbranimi in pompoznimi besedami bi namreč težko predstavili Boga. In ko se je ga v Jezus vpraša, kaj želita, ga vprašata, rabi, kje stanuješ? Veste, ko mi danes beremo to besedilo in vprašanje, rabi, kje stanuješ, se nam ne zdi nič posebnega, ker Jezus pravi, pridita, poglejta, ostala sta pri njem en dan in to je to. Ampak zadeva je drugačna. Namreč rabini so verski učitelji. Rabini imajo svoje šole in pa svoje učence. Ko sta učenca šla za Jezusom in ga vprašala, kje stanuješ, sta mu v bistvu rekla, želiva postati tvoja učenca. Hotela sta iti na boljše, k pomembnejšemu in pa večjemu rabinu, ker ugled, ki ga ima učitelj, se prenese na njegove učence. Pomembnejši, bolj znan, bolj priznan kot je učitelj, pomembnejši in uglednejši so seveda njegovi učenci. Pri teh dveh učencih, ki sta hotela zamenjati firmo, je šlo v resnici za vprašanje prestiža torej. Ne kar tako, kot jo je Ferbat smatral, na katerem naslovu Jezus živi, ampak da bi šla k boljšemu, bolj uglednemu učitelju. In smisel Božje besede je, da jo prenesemo v današnji čas. In tudi današnji evangelij se lahko. Namreč lahko se vprašamo, kateri je tisti učitelj, kateremu jaz sledim? Kdo je tisti boljši, za katerim grem? Ali je to Bog, Ata in pa stvarnik, ali je tukaj še en kup takih učiteljev, rabinov, gospodov, za katerimi grem? Ugled, družbeni položaj, kariera, hiša, avto, denar, zunanji izgled, oblačila. Kaj je tisto, kar je v mojem življenju tako pomembno ali pa kdo, da sem pripravljen trošiti svoj čas, svojo energijo in pa tudi denar? Ali je to res Bog, Oče in stvarnik, ali pa, rabi, kje stanuješ? In drugo vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, je, rabi, kje stanuješ? Veren človek je iskalec. Celo življenje se veren človek trudi, išče poti, da bi Bogu prišel čim bliže, da bi z njim stopil v čim tesnejši stik. Ali iščem in odkrivam te poti, ali pa se rečem, to mi je župnik zabil v glavo 10, 20, 30, 50 let nazaj, dobre, se vem. Če je temu tako, potem je mogoče čas, da začnem iskati. Ker poti vedno znova iščem, odkrivam, ker ene so slabše, ene so boljše.
Nekatere me pripeljejo bliže, nekatere me oddaljujejo od Boga. Torej, ali se sprašujem, rabi, kje stanuješ in gre. In pa še na koncu učenca, ki sta bila na Pentilemov, sta Jezusu rekla, vstopi, mrači se že, sedi za mizo in jej. Ali povabim rabija, ki ga iščem, da naj vstopi in biva pri meni. Ali pa si mislim, kaj pa vem, če nekoga namreč povabim na obisk, moram pospraviti hišo, počistiti hišo, jo prezračiti, moram sebe vsaj nekako v red spraviti. In zdaj, če Gospoda povabim, da naj vstopi in biva pod mojo streho, in pomislim, koliko dela to zahteva, stari, ti rajš